Pozdravljeni! Danes se bomo najprej spomnili osrednje proslave ob prazniku Krajevne skupnosti Ormož, kjer so zaslužnim krajanom podelili priznanja in plakete. Osrednja proslava ob krajevnem prazniku Krajevne skupnosti Ormož, na kateri so podelili priznanja in plakete, je potekala na večer po otvoritveni paradi skozi mesto. Zbrane v Beli dvorani grajske pristave je najprej pozdravil predsednik Vlado Hebar. Vlado Hebar sicer s stanjem v Krajevni skupnosti Ormož ni najbolj zadovoljen. Prav tako opozarja, da je veliko premalo vlaganj v mesto Ormož. Župan Alojz Sok, ki je zbrane pozdravil v nadaljevanju, je tudi potrdil, da bo v naslednjih letih mesto Ormož potrebovalo več pozornosti in vlaganj. Spomnil pa je tudi na dve veliki investiciji, ki čakata Ormož v prihodnjem letu: na novo čistilno napravo in obnovo vodovoda. Čenča se ne zbija že od malih nog. Po kulturnem programu, ki so ga pripravili šolarji domače osnovne šole s svojimi mentorji, je sledila podelitev priznanj. Letos je komisija podelila dve priznanji. Kot mlada perspektivna krajanka si je priznanje prislužila Nastja Feguš, zlata maturantka ormoške gimnazije, ki se je izkazala v številnih obšolskih dejavnostih ter bila uspešna na mnogih tekmovanjih iz znanja. Drugo priznanje pa so podelili 90-letnemu Frančeku Vrečarju, znanemu Ormožanu kot dolgoletnemu požrtvovalnemu lovcu. Čeprav je Franček Vrečar tudi dolgoletni gasilec in aktivist na mnogih področjih družbenega življenja v Krajevni skupnosti Ormož. Komisija pa je podelila tudi 3 plakete za izjemne dosežke in življenjsko delo, ki pomembno prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju ljudi, razvoju in ugledu Krajevne skupnosti Ormož. Letos so jih prejeli Štefan Hozjan, ugleden in priljubljen podjetnik v Ormožu, ki je letos stopil že v 40. leto delovanja kot obrtnik fotograf, ki nadaljuje družinsko fotografsko dejavnost in se ponaša z bogatim fotografskim arhivom oziroma z neprecenljivo fotografsko dediščino. Štefan Hozjan je tudi aktivno sodeloval v organih upravljanja Ormoške obrtne zbornice ter se trudil, da je obrtništvo in podjetništvo v lokalnem okolju imelo čim boljšo vlogo ter pogoje za delo. Še eno plaketo so letos dodelili Branku Šoštariču z Dobrave kot dolgoletnemu aktivnemu članu Kulturno-športnega društva Dobrava. Branko Šoštarič je v letih delovanja v društvu zapustil neprecenljiv pečat in ostaja nepogrešljiv pri organizaciji vseh prireditev, ki se jih loteva domače društvo. Plaketo Krajevne skupnosti Ormož pa je letos prejela tudi Ljuba Fišer, Ormožanka, ki je pustila pečat v vseh sferah družbenega življenja v Krajevni skupnosti Ormož.
V letu 2012 je prejela priznanje Andragoškega centra Slovenije za dolgoletno in vsestransko delo z odraslimi, ki je najvišja slovenska nagrada, ki jo lahko dobijo izobraževalci odraslih. Priznanja in plakete krajevne skupnosti so sicer simboličnega značaja, ne prinašajo namreč tudi denarnih nagrad, so pa lepa gesta krajevne skupnosti Ormož, namenjena krajanom, zavodom, podjetjem, društvom, klubom, združenjem in drugim skupinam ljudi za izjemne dosežke v krajevni skupnosti. No, moram povedati, da je v bistvu bila tudi to moja ideja, da podeljujemo ta priznanja, pa tudi v bistvu krajevni praznik, in so mi potem seveda naložili delo, ki se ga nisem mogel reči, da ga ne bom delal, pač ga nehče mora narediti, sicer se nazaj mandat izteka, to je 4-letno delo bilo. Delo pravzaprav ni, ne bi rekel, da je pretežko, edino problem je, da zelo težko dobiš predloge. Mi pošljemo to vsem zavodom, vsem organizacijam, pač razpis, javno je to tudi objavljeno, in potem dobimo sorazmerno malo vrnjenih predlogov. Seveda se zahvaljujem tisti, ki nam predlagajo, tudi osnovne šole, gimnaziji, ki predlagajo pač tudi mlajše, ker tudi mlajšim podeljujemo knjižne nagrade in priznanja. Najhuje potem to okrog, ko moram v bistvu spodbujati ljudi, zdaj bi pa bil čas res, da nekaj napišete, ker zelo dosti imamo mi zaslužnih ljudi, ne. Zelo dosti zaslužnih ljudi, tudi na vseh področjih. Naprimer, jaz sem se letos bolj razmišljal na kulturnem področju, komu bi se lahko dali, vidite, da nismo dali na koncu nobenemu, ampak je problem, kdo naj to predlaga, ne. Bil sem na kulturni skupnosti, skladu za kulturo, zdaj to bi, ne vem, v glavnem nismo se uspeli dogovoriti, kdo naj zdaj koga predlaga. Naprimer, imamo res ljudi, ki ogromno delajo celo življenje na različnih področjih. No, zahvaljujem se seveda posebej Obrtniški zbornici, ki vsako leto predlaga, res je to pohvale vredno, in v bistvu v vsaki organizaciji bi lahko koga našli, ne, ki bi ga predlagali, ker, ne vem, v kulturnih skupinah pa nasploh ne. Se je kdaj zgodilo, da ste zavrnili koga na komisiji? Ja, seveda se je zgodilo. Mislim, pač ljudje dosti ne preberejo, kaj bi morali napisati in tako dalje, dobimo nepopolne vloge in tako dalje, tako da včasih res, no, letos se to seveda ni zgodilo, je se pa že zgodilo, ne. Tudi morajo dati soglasje, naprimer, prejemniki, da to sprejemajo, ne. Kajti jaz sem že bil v marsikaterih komisiji, tudi na republiškem nivoju, sem hotel komu dati kako priznanje, pa je rekel, dokler ne boste denarja talali, me niti ne predlagajte, ne. Taki so ljudje v bistvu, večini pa moram reči, da zelo dosti pomeni, da sploh nihče vidi, da so nekaj naredili na svojem področju, in je prav, da jih seveda za to pohvalimo in podelimo neka priznanja. Proslava s podelitvijo plaket in priznanj pa je bila priložnost, da so priznanja podelili tudi domačijam za lepo urejene balkone in terase. V okviru krajevne skupnosti Ormož namreč deluje komisija, ki izvaja ocenjevanje urejenosti naselij, stanovanjskih hiš, kmetij in drugih objektov. V letošnjem letu je ocenjevanje potekalo od junija do konca avgusta pod vodstvom predsednice Nevenke Korpič ter ostalih članov komisije, Anite Bolčevič, Metke Lešničar in Alojza Škorjanca. Komisija je v letošnjem letu ocenjevala balkone in terase. Priznanja pa je prejelo kar 48 domačij. Od tega jih je bilo 25 za Ormož in Hardek, 4 na Lešnici, 2 v Spodnjih Ključarovcih, 4 v Litmerku, 3 na Dobravi, 4 v Pavlovcih, 3 v Lopršicah, 2 v Frankovcih in 1 priznanje v Pušencih. Prav priznanja in plakete za različne zasluge krajanom in tudi priznanja za urejeno bivalno okolje so odlična vzpodbuda za aktivno življenje v kraju. Ja, sigurno je krajevni praznik neko kohezija, neko vezivo, ki povezuje krajane. Tudi to, da se potem ob tej prilike določenim krajanom izkaže posebno pozornost z podelitvijo plaket, pa tudi to, da so začeli v okviru krajevnega praznika ocenjevati urejenost domačij
letos recimo rož, balkonov. To je zelo velik prispevek samemu kraju, ker se ljudje potem dejansko malo potrudijo in želijo tudi oni imeti, tako kot sedaj slišijo za soseda. Ne. Tako da to prispeva k urejenosti in vidim tudi po tej udeležbi, da se ta krajevni praznik iz tistega samega začetka zdaj že začel malo bolj, bi rekel, med ljudmi, če se tako izrazim, prijemate. Potrebnih je nekaj let, da nekaj, kar si nekoč opustil, spet spraviš v neko življenje. Vse krajevne skupnosti nekako angažirajo svoja društva, da se takrat v času teh praznovanj povežejo in na koncu se mi zdi, da po tej poti uspešno gre tudi največja krajevna skupnost občine Ormož, to je krajevna skupnost Ormož. No, najbrž se spomnite, koliko je pravzaprav bilo prizadevanj, da smo torej po 27 letih obudili ta krajevni praznik. Ne? Kako na občini gledate na to? Ja, tudi sam sem večkrat rekel, da krajevna skupnost Ormož potrebuje neko turistično društvo, ki bo delovalo v tej smeri in to društvo je po letih stagnacije, se mi zdi, na nek način zaživelo. Bi rad spodbudil še kaj mlade, da se jim pridružijo, ker mladi imajo vedno neke izvirne ideje. V starejših je, bi rekel, tista starejša modrost, starost, a mladi pa imajo veliko krat ideje, tudi se spoznajo na te sodobne tehnologije in čez ta način sve lahko naredijo vse skupaj še veliko bolj zanimivo in jaz upam, da to tudi v prihodnje bo že sedaj pa zadeva na eni ravni dosegla svoj temeljni cilj. Občina prispeva kaj, primakne torej za krajevni praznik? Občina preko krajevnih proračunov tudi sofinancira krajevne praznike, potem pa tudi moram povedati, da krajevne skupnosti dobijo neko glavarino ali pa po glavi prebivalca 7 evrov, tako da Ormoška krajevna skupnost kot velika iz tega kar nekaj virov dobi in potem ta denar lahko prosto usmerijo v neke svoje aktivnosti in če to porabijo za društvene dejavnosti, za takšno zadevo, kot je ocenjevanje urejenosti kraja in to je to, kar po mojem oceni prava naložba. Po 27 letih je tako v teku 4. praznik krajevne skupnosti Ormož. Različne prireditve so bile porazdeljene od 13. do 28. septembra. Uradno otvoritev predstavlja parada skozi mesto, ki pa si jo nekaj več krajanov ogleda šele v zadnjih 3 letih. Ja, pa mislim, da zdaj po 3 letih lahko rečemo ja. Prvo leto smo mogoče bili skeptični, ampak vedno je tako, ko neko stvar spet ali uvajaš ali spet ponovno, je potrebno nekaj časa, potrebno je biti potrpežljiv. Ne nazadnje odzivi ljudi so kazali na to, posebej posamičnih prireditev. Največji problem smo imeli, mogoče problem, ne rečem problem, ampak vseeno bili bolj zadovoljni, če je na teh uradnih stvarih, kot je današnja parada, tudi več ljudi, ampak mislim, da smo lahko zadovoljni. In jaz samo upam in verjamem, da bo svet v naslednjem 4-letnem obdobju nadaljeval to tradicijo, ker enkrat se je že zgodilo, da 30 let ni bilo krajevnega praznika, bi pa bilo škoda še posebej zato, ker občina ne naredi nič, da bi naredila občinski praznik in praktično potem na tem področju ni nobenega takega druženja in tudi, bi rekel, podeljevanja tistim, ki jih vsakodnevno gledamo, pa vseeno se ne spomnimo na njih mogoče dovolj. Nekaj krivic je tako morda v teh zadnjih letih popravljenih, čeprav je predsednik do smisla praznovanja krajevne skupnosti skeptičen in je prepričan, da ima po drugih krajevnih skupnostih krajevni praznik večji smisel. Glejte, zdaj jaz bi tako rekel, mogoče na območju krajevnih skupnosti izven mesta Ormož je sigurno zelo smiselno in verjetno v bistveno večji meri opravijo namen. Na območju krajevne skupnosti Ormož se precej stvari podvaja. Jaz bom rekel, tako ves čas imam občutek, da smo slepo črevo. Niti se kaj, premalo se dogovarjamo tudi z vodstvom občine, premalo se upošteva glas naš in težko je reči. Nenazadnje tudi sredstva, ki so namenjena za investicije, so v bistvu minimalna. V Ormožu je spet specifika to, novinarji dobro veste, da so namenjena izključno za obnovo kulturnega doma v
Ormožu, ker se iz drugih sredstev ne obnavlja, dočim v ostalih krajevnih skupnosti so krasno obnovljena vaška središča in tudi krasno je obnovljen kulturni dom. Jaz pričakujem in upam, danes je župan nenazadnje to dejal, ne vem, verjetno bo kandidiral, da bo potem, če bo uspel, ali pa kdo drug v tem naslednjem 4-letnem obdobju bistveno več postoril za Ormož, ker Ormož je postal zanemarjeno mesto, to si upam trditi, od parka do mestnega jedra okrog vodometa, do problemov mogoče s temi prehodniki dnevne meje, ki ni nekih stvari urejenih, in v konc 70 letih, ko je arhitekt Moškon nekje pripravil koncept mesta Ormož, mislim, da smo res upravičeno lahko bili ponosni, je bil Ormož eno izmed lepših mest, v tem obdobju pa je treba postoriti bistveno več, če hočemo, da Ormož mesto še bo. Ste apelirali tudi kaj na občino v tem času, kar se glede te problematike? Glejte, vse nenazadnje se vsi objavili, apelirali, vse to so stvari, ki se vidijo. Stvari so mogoče, jaz mogoče premalo tudi poznam občinsko politiko, dejstvo je, da je moje osebno mnenje, da ta občinski režijski obrat ali kakor se mu je nekih stvari ali pa ima preveč nalog dodeljenih. Jaz sem dnevno v Ormoškem parku po zaslugi svoje psičke, moram povedati, in do mesec nazaj je bilo stanje kot na kaki njivi. Sedaj se je nekaj uredilo, tudi, bi rekel, zelenice mestne so bile v prejšnjem obdobju bistveno lepše urejene in zadnji čas je, da se na tem področju nekaj naredi. Kaj pa urejenost pokopališč? Nimam komentarja, sigurno. Mi smo v tem 4-letnem obdobju uredili ograjo in nasploh pokopališče v Loperšicah, dočim smo predlagali, da glede na velikost, pomen in tudi glede na predvidena sredstva smo predlagali, da bi se v nekem naslednjem obdobju, smo tudi poslali na Sveto krajevne skupnosti, smo prejeli sklep, da bi občina uredila projektno dokumentacijo, ker stvar ni tako enostavna, kot si mogoče kdo zamišlja. Tam ni samo potrebno manjkajočih cipres zamenjati, ampak je potrebno pristopiti celostno k temu urejanju, ker bodo verjetno nenazadnje svojo besedo imeli tudi ljudje iz Pokrajinskega muzeja, ker je to zaščiteno, ogromno zaščitenih spomenikov. In to bi bila verjetno ena večja investicija, ki bi bilo potrebno, po moje, temeljito pristopiti, ne pa pustiti v breme krajevne skupnosti, ki ima minimalna sredstva za 2 pokopališči in je treba urejati in vežice in ozvočenja in ogromno drugih stvari. Problem je torej denar. Ali pa pomanjkanje volje? Vi ste vse povedali, še rabite kaj od mene? Je bil kritičen predsednik krajevne skupnosti Ormož. Verjetno pa vodstvo krajevne skupnosti čaka še veliko dela, tudi v naslednjem mandatnem obdobju. V okviru letošnjega krajevnega praznika je bilo 22 prireditev. Zadnji dan, 28. septembra, prinaša še potopisno predavanje v mladinskem centru in večerni koncert v Unterhundu. Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni je društvo Spominčica v sodelovanju s psihiatrično bolnišnico Ormož tudi letos pripravilo stojnico oziroma infotočko in predavanje psihiatrinje Mojce Muršec. 21. septembra obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, degenerativne bolezni, ki povzroča postopen upad umskih sposobnosti pri človeku. Zanjo zboli od 5 do 10% vseh starejših od 65 let in je najpogostejši vzrok demence. Društvo Spominčica Ormož in psihiatrična bolnišnica Ormož vsako leto na ta dan pripravita strokovno predavanje in infotočko z namenom ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni. Tako so infotočko postavili pred trgovskim centrom Holermus, kjer so z veseljem odgovarjali na vsa vprašanja v zvezi s to boleznijo. Brezplačno pa so mimoidočim zainteresiranim izmerili tudi krvni pritisk in sladkor v krvi. V bistvu gre za ozaveščanje, ki še kako lahko pripomore k zajezitvi bolezni.
Predvsem zaradi tega, ker v samem začetku bolezni še je možnost, da se bolezen zajezi za nekaj let z uvedbo primernih aktivnosti in primernih zdravil, potem pa seveda, da bolezen naprej napreduje. Je pa žal to ena tistih bolezni, za katero ni zdravila oziroma ni ozdravljiva. Res, žal je še tako, ja. Ima več stopenj tudi ta bolezen, ne? Tako da, kot ste dejali, v prvi fazi se še da veliko narediti. Tako. Predvsem pomembno je, da prepoznamo prve tiste simptome in potem tudi pravilno odreagiramo, poiščemo strokovno pomoč in na nek način se da zajeziti lahko tudi za nekaj let ta bolezen in potem tudi sama kvaliteta življenja tega starostnika je lahko definitivno boljša. Kaj pa kvaliteta življenja prej? Delate morda tudi na osveščanju ljudi v vašem društvu, kajti pravijo, da je zelo pomembno, kako živiš, ne, preden zboliš. Ja, res je, tudi preventiva je zelo pomembna, je pa res, da ta preventiva mora trajati tudi že tekom življenja, tako da to v starejšem obdobju, ko imamo neki poudarek na preventivi, ni toliko več pomembna, kot je to tekom življenja, ne. Kaj vse skupaj pomeni za svojce? Zelo težko. Demenca lahko predstavlja za njegovega negovalca oziroma njegovega sorodnika, ki živi z njim, lahko zelo stresno življenje. Zato je zelo pomembno, da se tudi ti svojci ozaveščajo o tej bolezni, da spoznajo pravilno takšnega starostnika in tudi z njim na pravilni način reagirajo oziroma ga peljejo skozi njegovo bolezen. Konkretno o bolezni se mi zdi govori morda zadnjih 10-15 let, odvisno od kraja do kraja, pa vendarle prej pa se ni toliko delalo na tem, koliko pa so sedaj ljudje, kar opažate tukaj na stojnici, ozaveščeni o tej bolezni. Glede ozaveščanja je v slovenskem prostoru zdaj že veliko narejenega. Na sami stojnici mogoče še opažamo, da se ljudje nekako odmikajo od nas oziroma da še nekako z strahom pristopijo. Se pa že veliko ljudi tudi sami potožijo, da se srečujejo z demenco oziroma z dementnimi starostniki, da jih tudi oskrbujejo in seveda pri nas lahko dobijo tudi potrebne informacije, kako pač naj pristopijo k takšnemu pacientu oziroma k starostniku. Da pa pomirimo ljudi, ni vsako pozabljanje demenca. Ne, res ne. Če ključe pozabiš, kje si jih odložil, še ni demenca, ne? Ja. Kdaj lahko govorimo o njej, torej kdaj pa je tista demenca? Kadar je združenih več simptomov demence, ne samo to, da je težava z spominom, ampak da je tudi težava v vsakdanjem funkcioniranju, da je težava v druženju, da se umikajo ljudje, da se zapirajo v svoje prostore, da ne morejo več komunicirati, da ne skrbijo več za osebno higieno, ne? Na vse takšne simptome moramo biti pozorni. Zvečer je društvo Spominčica pripravilo še predavanje psihiatrinje Mojce Muršec, ki je svoje predavanje naslovila Na drugi strani in je bilo namenjeno predvsem svojcem bolnikov z demenco. Aprila letos pa so v Ormožu odprli tudi demenci prijazni točki, ki se nahajata v prostorih Rdečega križa v Ormožu ter v centru starejših občanov. Obe pa sta le še ena humana aktivnost Ormoškega društva Spominčica, ki deluje 10 let. V tem času je izvedlo številne aktivnosti, redno spremlja vsa strokovna vprašanja, ki zadevajo demenco in daje pobude tako strokovnim oziroma pristojnim službam, kot vse bolj ozaveščeni javnosti. V nedeljo 18. novembra 2018 bodo redne lokalne volitve, na katerih bomo volili župana, člane občinskih svetov in člane svetov krajevnih skupnosti. V občini Ormož je za župana več kandidatov, zaenkrat pa je svojo kandidaturo uradno potrdil le še Davorin Korpar. Davorin Korpar bo za župana občine Ormož kandidiral kot neodvisni kandidat. Svojo kandidaturo je uradno potrdil na novinarski konferenci minuli petek. Med drugim je povedal: Zamislite si, da bivate v naši občini Ormož, ki se razvija na vseh področjih ter omogoča prijetno in zadovoljno življenje. Volitve, ki so pred nami, nam dajo priložnost, da skupaj zgradimo prihodnost naših krajev.
Trdno verjamem, če bomo prisluhnili drug drugemu in združili ideje, bomo naši občini in čudovitemu malemu mestu Ormož vdihnili življenje ter ga ponovno postavili na slovenski zemljevid kot mesto, kjer živijo veseli, uspešni in ponosni ljudje. Z okoliškimi kraji naše občine lahko vsem veliko ponudimo in pokažemo. V zadnjih 2 letih me je nagovorilo veliko ljudi, da ob vseh izzivih prihodnosti letos kandidiram za funkcijo župana naše občine. Po pogovorih, ki sem jih opravil, sem se odločil, da na letošnjih volitvah kandidiram za župana občine Ormož kot neodvisen, samostojen kandidat. Na upravni enoti bom začel zbirati podpise podpore od srede 3. oktobra naprej. V nadaljevanju se še predstavim. Star sem 40 let, po izobrazbi sem diplomirani inženir elektrotehnike, sem poročen in z ženo imamo 2 čudovita šoloobvezna otroka. Leta 2011 smo si na Hardeku zgradili hišo. V poslovni karieri sem 13 let vodil podjetja na različnih ravneh, zadnjih 5 let uspešno vodim lastno podjetje Obsen d.o.o. Ker poslujemo z občinami in drugimi javnimi podjetji, mi delo in organizacija le-teh nista tuji. Kot občan in starš sem že več let predsednik sveta staršev Osnovne šole Ormož ter zadnji 2 leti predsednik sveta staršev in predsednik zavoda Glasbene šole Ormož. Prav tako sem tudi član prostovoljnega gasilskega društva Cvetkovci. Kot kandidat za župana občine Ormož najavljam, da bom v občinskem svetu povezoval vse izvoljene svetnike ter da bom vodil občino brez koalicije. Verjamem namreč, da je razvoj občine plod medsebojnega sodelovanja na skupnih projektih in neštetje glasov v občinskem svetu. Vsi izvoljeni svetniki bodo povabljeni, da skupaj oblikujemo vizijo naše občine. Vse, ki vam je mar za naše kraje, vabim, da mi pošljete predloge na moj e-naslov d.korpar@gmail.com ali pa mi predloge pošljete po pošti na moj naslov Hardek 6b. Korpar razmišlja v smeri 3 vzporednih vizij. Boljši pogoji za mlade, za delovno aktivni sloj občanov in starejše. Ter dodaja. Dejansko pa je, da razvoj temelji na gospodarstvu. Gospodarstvo ima več panog. Ena izmed panog je turizem. Naravne danosti v naši občini Ormož so izredne, tako da tu je vizija razvoja, potem je kmetijstvo, samooskrba. Tu občina veliko lahko pomaga v povezovanju, predvsem v povezovanju. In ko dosežemo neko manjšo rast, potem podjetniki zraven tudi investirajo. Ampak začeti moramo na občini kot občani. To je naš kraj. Davorin Korpar meni, da je bistvo v povezovanju in v določenih vzpodbudah, ki bi jih občina naj nudila začetnikom. Ampak ne čutimo podpore občine. Tudi mi na obrtnici ne čutimo te podpore. Sami pa ne zmoremo tega preboja. Tako da bom definitivno podpiral gospodarstvo, podjetništvo, turizem, obrt, manjše panoge. Verjamem pa tudi, da ko sedaj imamo 3 poslance, da se lahko tudi vsedemo, da pripeljamo tudi kakšno državno investicijo. Potrebno bo pogledati, kam jo lahko umestimo in na tak način prosimo, da bomo skupnimi močmi to uspeli. Odnosi so nam na zelo nizki ravni. Povezovati ljudi za dobre projekte. Vsak projekt, ki ga občina lansira, moramo popasti, da je to naš projekt. Ni to projekt župana, ni to projekt občinske uprave, ni to projekt politične stranke, to mora biti naš projekt. In če je naš projekt, potem ga vsi podpiramo. To je moja vizija. Združevanje, ne pa deljenje. Tako pravi Davorin Korpar, 40-letnik, ki verjame, da smo enostavno sami kovači svoje boljše prihodnosti.
Minuli torek je osnovno šolo Stanka Vraza Ormož obiskal Marko Soršak Soki, ki osnovnošolce po Sloveniji razveseljuje tako, da jim podarja instrumente. Čeprav do prihoda dedka Mraza manjkajo 3 meseci, so ga šolarji osnovne šole Stanka Vraza doživeli že v torek. Obiskal jih je namreč Soki in jim podaril boben in kitaro, ki bosta še kako prav prišla pri glasbenem pouku. Šolarji so Sokiju pripravili pester glasbeni program in dokazali, da so še kako vešči muziciranja, petja in tudi plesa. Marko Soršak Soki, ki ga poznamo tudi kot bobnarja skupine Elvis Jackson, se je leta 2012 lotil dobrodelnega projekta 20 za 20, s katerim osnovnim šolam podarja glasbene inštrumente. Projekt je nastal v želji, da bi slovenski otroci imeli priložnost in opremo za izobraževanje na področju glasbe. Ker pa na šolah običajno primanjkuje glasbil, se je Soki lotil zbiranja denarja za nakup glasbil, ki jih podarja osnovnim šolam. Kot pravi, je dobrodelna akcija, ki pod sloganom 20 za 20 poteka že 6. leto, že zdavnaj prerasla osnovno zamisel, da bi za 20 šol priskrbel 20 inštrumentov. Za donacijo se namreč zanima vse več šol, tako da so številke že precej visoke. Glasbil, bom rekel, okoli več kot 400, danes je bila pa 97. šola že obdarjena v projektu 20 za 20 v manj kot 4 letih. Odkot pravzaprav ideja, da ste torej na tak način obdarujete z glasbili šole? Ideja se je kar zgodila, namen projekta je pa na začetku bilo to, da bi obeležil svojo 20. obletnico bobnanja, zato sem dal projektu ime 20 za 20, s tem, da seveda ni pol bilo več 20 šol, ampak je bo izgleda 20 za 100. Fino. Kako pa pravzaprav izbirate šole, po kakšnem ključu? Ni vrstnega reda. Jaz si prizadevam, da bi čim večjim šolam lahko omogočil to glasbeno ustvarjanje. Je pa tudi odvisno, včasih so donatorji, ki želijo določeni šoli podariti glasbila. Če imam pa to proste roke, jaz pa se zagotovo odločim za šolo, ki za svoje otroke nudi najbolje. Danes je bil donator kdo? Danes je pa donator gospod Julius Meindl. Torej, če radi pijete kavo, dobro veste, kdo je ta gospodič. In kako ste prišli do njega pravzaprav? Imeli smo letos v spomladanskih mesecih eno akcijo, ki se je rekla Plačaj z verzom, in so ljudje v kavarnah po celi Sloveniji plačevali kavico z verzi in se je s tem nabiralo toliko denarja, da smo z Juliusom Meindlom obdarili kar 4 osnovne šole v Sloveniji. In ena izmed teh 4 je tudi osnovna šola Stanka Vraza v Ormožu. Običajno torej boben podarite, danes je zraven bila tudi kitara, ne? Tako, glasbila so različna, torej od bobnov, torej tolkal, klasičnih bobnov, bas kitar, akustičnih kitar, električnih kitar, klaviatur in raznih glasbil takšnih podobnih. Torej, zmeraj skušam iti naproti to, kaj šola si želi. Je pa poudarek seveda na modernih glasbilah, kot so bobni, električne kitare in tako naprej. Verjetno ni konec še te akcije, tega projekta, imate še v načrtu veliko tega? Ja, zdajle moramo do 100 priti. Moja želja je, da 100. šolo obdarim, seveda pa kot kaže, bo šlo kar dalje. 20 za 200. Ne vem, če bom zdržal, ampak dajmo reči 20, 100 plus. In kako je z vašo kariero, kje ste, kaj počnete? Zelo aktiven sem v bobnanju, torej zdaj moram tudi reči, da sem odprl tudi, oziroma sem uresničil svoje sanje, odprl sem svojo specializirano šolo za bobne, drugače pa sem aktiven v skupini Elvis Jackson in v večjih drugih skupinah zelo aktivno sodelujem in v glavnem zelo malo spim. Bobni so torej vaše osnovno glasbilo, ne? Ste bobnar, torej po duši, pa tudi sicer. Kakšne inštrumente še igrate? Kitaro igram zgolj ljubiteljsko, ampak ja, boben je pa tisto, kar mi narekuje življenje. Morda bo s projektom na slovenske šolarje prenesel tudi košček ljubezni do bobnanja in glasbe. Vsaj šolarje osnovne šole Stanka Vraza je navdušil. Ravnateljica pa tudi obrazloži,
pot do Sokija in tovrstne donacije. Ja, naša delavka, specialna pedagoginja, nas je prijavila na ta njegov projekt 20 za 20 in smo bili izbrani. Lani smo zvedeli v prejšnjem šolskem letu in smo bili zelo veseli. Zdaj pa nas je obiskal na današnji dan. Ja, zanimivo je, da torej 2 inštrumenta ste prejeli na šolo danes. Verjetno vam bodo kar pomagali ti inštrumenti. Ja, seveda. Pred nas se zelo spodbujajo druga področja, glasbena, likovna, športna, kjer se lahko naši učenci še posebej izkažejo, tako da to bo vsekakor obogatilo našo glasbeno življenje na šoli. Ja. Gotovo. In še lepše in še rajši bodo zapeli in zaigrali tudi ob drugih priložnostih. Turistično društvo Podgorci je minuli petek pripravilo prvo trgatev cepljenk šipona, ki so jih zasadili leta 2016 ob 40. obletnici ocenjevanja vin. Na pomoč so povabili otroke iz tamkajšnjega vrtca. Tako je trgatev cepljenk šipona, ki so jih zasadili v maju 2016 oziroma ob 40. obletnici ocenjevanja vin v Podgorcih, bil velik dogodek. Člani turističnega društva Podgorci so na pomoč povabili otroke iz vrtca, kar pa ni bilo slučajno. Ni slučajno, če je mlado vino, prvo te morajo najmlajše to brati, rečejo, ker prvo vino oziroma prvo leto, prve grozde zrežejo tiste, kere so nadužnejše, in to smo mi tako naredili. In to je sedaj, zato smo tudi povabili vrtec v sodelovanje. In kakšen je bil pridelek? Pridelek je bil zelo dober, s tem, da je tu komaj 3. leto, je bilo kar lepo gor grozdov šipona. Tako smo kar veseli, da v Podgorci, središči Podgorci uspevljajo brajde šipona. Zato je zaslužen tudi skrbnik, ki pravi, da je letina bila kar dobra in da je zadovoljen. Za letošnjo leto, taka kak je bila, sem več kot zadovoljen. Ste imeli veliko dela in skrbi? Kar dosta, ker v normalnih pogojih se škropi na leto 6-krat, 7-krat, jaz sem žal 10-krat škropija. Mogoče še bi mogla 2-krat. Pa mislim, da to je pač 3. letnik, da koliko smo nabrali, je to več kot zadosta. In koliko ste pravzaprav nabrali, kakšna je bila to količina? To bila količina, bi rekel, zelo malo, če bi to lepo vse vkip stisnili, bi 5 litrov nateklo. No, nekaj pa je za začetek. Nekaj je za začetek, tako da vemo, da bo vsako leto da več. No in v kakšni smeri boste sedaj nadaljevali, torej nego te trte? Ja, nega je taka kot vsako leto, zdaj pride spomlad res, trebalo bo tudi tote brajde malo povečati, ker je prenagosto vse skupne, tako da dela ne bo zmanjkalo. Z rastjo, z razvojem in sploh s prvim pridelkom na cepljenkah šipona pa je bila zadovoljna tudi predstavnica selekcijsko-trsničarskega središča v Ivanjkovcih, ki na trgatev tudi ni bila povabljena slučajno. No, mene so iz turističnega društva Podgorci na to prvo trgatev povabili zaradi tega, ker smo v selekcijskem središču Ivanjkovci, kjer smo pooblaščeni za pridelavo baznega sadilnega materijala. Pred 3 leti podarili 4 cepljenke sorte šipon, da so jih posadili tukaj za te brajde. In kaj pravite, kako uspeva vi, strokovnjakinja, najbrž imate kakšno posebno mnenje? Ja, jaz mislim, da je oskrbnik v letošnjem letu kar dobro skrbel za te trte šipona, glede na pridelek in pa ker vemo, da je bilo težko pridelovalno leto zaradi ekstremnih vremenskih pogojev, dosti padavin, visoke temperature, izjemni pogoji za bolezni, peronosforo, tako da so pridelali kar lep pridelek. Kaj pa brači, ti najmlajši, kako so obrali trto? Ja, ti najmlajši brači pa so seveda zelo dobro opravili svoje delo, bili pa si tudi primerno opremljeni za trgatev, primerno oblečeni, obuti in pa seveda imeli so pute s sabo, škarem pa iz varnostnih razlogov seveda niso imeli. Tako da jim je bilo potrebno pomagati, ker so pa že pecli olesenili. Seveda pa so se mladi brači na trgatev dobro pripravili. Tako jim nobena situacija ni bila tuja. Z otroci smo vsak dan gledali grozdje, kako zori. Mislim, da že 3 tedne smo ga okušali vsakodnevno
In seveda otroci so komaj čakali, da pride ta dan, da bomo to tudi potrgali in se bomo posladkali. No, najbrž ste jih tudi podučili, kako se je treba za trgatev opremiti, ne? Ja, tudi o tem smo se pogovarjali. Spraševali smo jih, kako grejo doma v trgatev, kako se pripravijo in so nam povedali, da obveza je gumijasti škornji, predpasniki, potem pribor, emparčki, škarje, pute, oblačila pa smo jih v taki smeri pripravljali, da smo šli mogoče na to, kako je bilo včasih, kako so bile oblečene gospodinje. No, tako ste se tudi vi primerno oblekli danes. Tako sem tudi jaz, da jim pokažem, kako so bile včasih oblečene gospodinje na svečanih dogodkih, ki so se dogajali doma skoraj pri vsaki hiši, ne? Tako niti vzgojiteljicam, niti otrokom ni bilo treba dvakrat reči, naj pridajo na trgatev. Seveda ne. Brače itak imamo, od malih do velikih. Potrebno je bilo samo se dogovoriti, organizirati in bratva. Normalno, da v takšnih krajih brez bratve ne gre, tudi v našem vrtcu ne. Koliko otrok je v vrtcu? Vpisanih imamo 58, tako da v tem šolskem letu smo v veliki prostorski stiski. Danes jih je sicer nekoliko manj, ker nas jih že tudi nekaj oboleva, predvsem teh malčkov. No, sicer pa se vam ne kaže, da se vam bo vrtec razširil, kako je z gradnjo, kdaj se bo kaj začelo? Ja, o teh informacijah bodo verjetno imeli več zapovedati pristojni za to. Lansko leto smo na tradicionalnem slovenskem zajtrku gostili župana, ki si je ogledal. Bili smo v isti številčni sestavi v lanskem šolskem letu kot letos. Vpis se nam nekoliko vsako leto povečuje, tako za počasi bomo prišli do številke 60 in župan, ko si je ogledal prostore in to stisko, itak je z razumevanjem sprejel odločitev, da bo pomagal pri projektu novogradnje ali prizidka ali sanacije vrtca. Kakorkoli, dan je bil namenjen veselemu druženju na trgatvi. Razen trčipona, s katerimi se ponaša turistično društvo Podgorci, je bilo potrebno obrati tudi brajda na dvorišču vrtca. Gotovo, da ima vrtec sredi vinorodne dežele tudi svojo vinsko trto. Iz grozdja, ki ga poberejo in sprešajo, pa skuhajo sok, ki v dolgih zimskih dneh še kako prav pride. Čeprav je vse skupaj bila zanimiva igra, je delo tudi bilo opravljeno. Koliko grozdekov si pobrala? 3. Pa veš ti, kaj se dela z grozdeki? Je. Pa še nekaj se dela, stiska se grozdje, ne? In se sok pije. In kaj si ti danes delal? Jaz sem danes delal putan. Saj. Puto si nosijo? Ja. In je bila težka? Težka, ja. In koliko put si prinesel na prešo? Eno samo. Ti veš, kaj delamo z grozdja? Jemo. Kaj pa si ti danes delal? Tudi sem putonosa. Je bilo težko? No in koliko put si znosil? Ne vem. Nisi štel? Ti veš, kaj se dela z grozdeka? Vino. Pa še kaj? Pa sok. Kaj pa tako za zobati je dobro? Ja. Ti si trgala grozdeke? Ja. In koliko si jih potrgala? Ne vem. Ne veš? Jih je verjetno bilo kar veliko, ne? Se ti zdi težko to, iti na trgatev? Ne? Ti je fajn? Ti veš, zakaj imamo grozdje? Ja. Ja, zakaj? Rati. Kaj pa potem delamo z grozdja? Prešamo ga. In dobimo kaj? Kaj dobimo? Sok pa vino. No, ti pa nosiš, kaj nosiš? Puto. No, in je težka? Ne. Koliko si jih znosil danes? 3. No, in kam prineseš to grozdje v puti? Kam nosiš? Ta.
Kaj je to ta? Prešo. In kaj potem na preši delajo s tem grozdjem? Pijajo. Najprej ga zmeljejo, ne? Ja. Pa stisnejo, ne? Ja. In tako so mladi brači in prešarji svoje delo opravili. Iz preše je veselo in lepo teklo. Čas pa je bil tudi za zasluženo malico in še nekaj veselih trenutkov, ki so jih preživeli skupaj s člani turističnega društva Podgorci, ki so tako v smislu vzgoje mladega rodu opravili še eno dobro delo. Sicer pa ima društvo v tem letu v načrtu še kar nekaj aktivnosti. Zdaj smo naredili to prvo broje Braj Čepona, potem bomo imeli noč čarovnic, zopet vključimo otroke, da pridejo, to že imamo zdaj 4. leto v Podgorci, obiska vsako leto več, kar smo zelo ponosni. Sodelovali bomo na martinovanju v Ormožu, če bo prilika, če bomo povabljeni. In potem pa postavimo jaslice še v decembri, konci leta in to je to. Potem pa se leto itak spet obrne, ki prinese vedno znova tudi nove aktivnosti. Vsem skupaj pa bo gotovo spomin na veselo prvo trgatev cepljenk šipona še vsaj nekaj časa ostal v prijetnem spominu. Društvo upokojencev Miklavž pri Ormožu je minuli petek bilo organizator državnega prvenstva v kegljanju s kroglo na vrvici. Tekmovanja se je udeležilo 24 ekip, 12 ženskih in 12 moških iz različnih društev upokojencev Slovenije. Kljub temu, da so nekatere ekipe v Miklavž pri Ormožu pripotovale z več kot 100 kilometrov oddaljenih krajev, so tekmovalci od vsepovsod na cilju oziroma na štartu bili zbrani ob 8:30. Po okrepčilu za dobrodošlico je zbrane tekmovalce in goste najprej pozdravila Slavica Mihorič, predsednica Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. Vsem skupaj je izrekla dobrodošlico, jih seznanila s pravili tekmovanja, svoj pozdravni govor pa zaključila. Želim vam danes veliko podrtih kegljev. Naj zmaga tista ekipa, ki bo jih podrla največ. Ne bom navijala za naše, ki so kot domačini, ampak naj zmaga tista, ki je najboljša. Potem so zbrane pozdravili še nekateri ostali gostje. Miklavžskemu društvu upokojencev izrekli priznanje za pripravo takšnega tekmovanja, ki ima tudi v smislu promocije Miklavža pri Ormožu in njegove okolice velik pomen. Na začetku moram seveda izreči čestitko predsednici društva in pa društvo Miklavž pri Ormožu za današnje tekmovanje, ki verjamem, da bo teklo v športnem duhu, v dobrem razpoloženju, skladno s pravili. Moram reči, da je seveda to velik zalogaj, ni prvi za to društvo, ki je v preteklosti že izvedlo kar nekaj tovrstnih tekmovanj in to zelo uspešno. Še enkrat čestitka organizatorjem in pa seveda zahvala vsem vam, ki ste prišli v te naše kraje sredi vinorodnega
območja Ormoško-Jeruzalemskih goric, čeprav smo v dolini, se vse okrog ne vidi. Če pa boste imeli kaj časa, pa predlagam, da se povzpnete 200 ali 300 metrov više na prvi hrib, pa boste videli panoramo Ormoško-Ljutomerskih in Jeruzalemskih goric v velikosti nekaj čez 1200 hektarjev. Trgatev je v tem trenutku na našem področju pri koncu, bi lahko rekli, približno 14 dni prej, kot je to bilo v preteklih letih, ampak vsi zagotavljajo, da kljub temu, da smo imeli dvakrat neurje, pa tudi točo, bo letos letina obilna, pa zelo dobra. Tako da bo nekaj teh dobrot iz naših goric prav gotovo se našlo širom po Sloveniji in kjerkoli boste posegli potem, verjamem, da boste zadovoljni. Še enkrat želim vsem vse dobro, prijetno druženje tu pri Miklavžu in verjamem, da boste odšli domov z lepimi spomini. Veseli me, da vas lahko pozdravim v imenu Zveze društva upokojencev Slovenije, v imenu našega predsednika, gospoda Janeza Sušnika in seveda v mojem imenu kot delegata, ki že vrsto let sodelujem na raznih tekmovanjih. V preteklem letu sem bil v Marjeti oziroma Prepolje. Imeli smo podobno srečo, krasno vreme, gostitelj se je izkazal, mogoče ne toliko kot danes, ker imamo tu malo več sence. Skratka, veseli me in kot je rekel moj predgovornik, verjamem, da bodo doseženi želeni rezultati, nekateri bodo bolj zadovoljni, drugi manj, malo zavisi tudi od sreče. Skratka, na koncu mi dovolite en stavek v zvezi s statistiko, ki je kot študent sem jo že imel rad. Zdaj imam še samo ženo, zadnjih 55 let. Rad bi povedal, ko smo se sestali, smo se fokusirali na objekt, na to. Pojavila se ena majhna napaka in sicer v priznanju, gre za 7. srečanje oziroma državne igre in gre za napako, zahvaljujem se kolegom iz Puconc, da so nas upozorili za tablo, ker je, moram reči, da sem sam bil, sodeloval, čeprav gre za spremembo, vendar smo mi se fokusirali na računalniški program, ki nam omogoča takoj po tekmovanju komplet pregled rezultatov tako ekip kot posameznikov. Ob tej priliki bi povedal, da sodeluje 5 ekip iz lanskega tekmovanja in sodelujejo vse ekipe iz društev, ki so bili doslej organizatorji. In sicer Andraž nad Polzelo, Šentilj pri Velenju, Bodanci, Brezovci, Zdenkovci in pa Starše, ki je gostilo prvo tekmo v kegljanju s kroglo na Vrvici. Kolegi, ki ste vrsto let v tem, veste, koliko je bilo borbe v Zdusu, ker je do leta 2012 bilo samo 6 panog in je kegljanje s kroglo na Vrvico prišlo šele tega leta. Društvo, ki ga vodim, je bilo organizator streljanja in smo dobili seveda ustrezno manj iz blagajne, ker je že bilo prvo leto to kegljanje. Na koncu bi rad povedal, da imamo izjemno dober kontakt z predsednikom, ki je doslej bil na vseh sejah komisije, ki jaz sem, kot veste, podpredsednik in vodja odbora za šport, ki je neprimerno bolj aktivna, kot je bila v preteklosti, ker je bilo 14. Gospod Hojnik se bo spomnil, ker je bilo iz vsake
regije, član komisije in to je bil, ko sem jaz prvič prišel, to je bil festival. Skratka, zdaj je bolj operativno in predvsem, kar je najvažnejše za nas in tudi potem regijske tekme, se pravi pokrajinske športne igre, da že vemo konec leta ali pa najpozneje v januarju, kolikšna sredstva bodo na razpolago za izvedbo teh tekmovanj. Jaz sem vodil tudi komisijo za šport in smo imeli v preteklosti do junija stvari niso bile razčiščene, ali bomo dobili kaj refundirano za pokrajinske igre, kaj šele državne. Skratka, tu seveda zahvala našemu predsedniku, ki ima občutek za šport. Čeprav v okviru tega imamo rekreacijo, imamo gibalno kulturo, o tem ne bi govoril. Verjamem, da bo tekma, kot je predsednica dejala, normalna, fina, fair play in pač, kot pravijo, najboljši ali pa najbolj srečen zmaga. Hvala, da ste me poslušali, jaz pač rad govorim, ker doma nimam te prilike. Jaz bi rekel tak, tekmovanje je tako, kot je tekmovanje, ampak že vnaprej čestitam tistim, ki bojo zadnji, zato ker zadnji so za mene največji heroji. Ko boste šli iz tega tekmovanja domov, tisti ta zadnji idite z dvignjeno glavo in vesele narave. Spoštovani kegljači, spoštovani gostje, spoštovani organizatorji, en prisrčen, res prisrčen pozdrav v imenu krajevne skupnosti, seveda kakor tudi svojem imenu. Prav ste me presenetili, res. Ledino ste igrali z našimi organizatorji, tudi drugod po spodnjem Podravju, tudi na Koroške, Gorenjske, ne vem kje še je, da ste dosegli to, kar danes je. Se pravi, tekmovanje, jaz bom malo drugače rekel, z rusko kegljanje, kako se je uradno imenovalo, ali pa kegljanje na vrvici, kako se danes to imenuje. Spomnim se prvih korakov, ki so začeli tu pri nas. Pride predsednica, me nagovori, par besed, pravi, mi bi radi imeli nekje prostor za kegljanje. Sem si mislil, kako upokojenci v tretjem življenjskem obdobju, verjetno ste malo v zatišju, ne pa da bi zdaj se športom ukvarjali. Sam vem za sebe, ki sem se celo življenje s tem ukvarjal, koliko fizične moči in tudi psihe moraš imeti, da lahko nekje uspeš. In danes sem zelo ponosen, da se tiste besede v začetku se preobrnejo k dejanju. In danes vidite čudoviti mali športni park z visečim kegljanjem, eno pokrito stezo, drugo, to je zraslo tam približno okrog 8 let. Veliko truda je bilo treba vložiti. Predvsem predsednici, ki je bila gonilno silo in seveda tisto ekipo, ki je imela za sabo, ki je pomagalo. Ker ti brez tiste druge ekipe verjetno ne bi šlo. In seveda tudi mi smo zraven pristopili, lokalna skupnost, občina Ormož in seveda vzdušje v naši občini, kar se tiče kegljačev, posebej vaš upokojencev, bi lahko rekel, da je na vrhuncu. In to je samo odraz vseh vas, ki se s tem ukvarjate. Mi smo zadovoljni in presrečni, da je to tudi, če se ne motim, kak je gospod delegat rekel, 7. srečanje. Mi smo imeli tu pred leti prvo neuradno državno tekmovanje. Pardon, 3. je bilo. Takrat, ki še so vas ne sprejeli v svoj okoliš. Danes, kot vidim, so vas sprejeli tudi že malo denarne pomoči, tako da je zagon prave. Kaj vam naj danes rečem? Tak je že gospod župan rekel. Če boste imeli kaj prilike, idite, kateri še ste ne bili, na naš biser, to je Jeruzalem. Ne boste videli samo pokrajine Prlekije. Videli boste Koroško, videli boste Gorenjsko, videli boste tudi Balaton, se pravi tu vzhodni del. Tako da si se lahko malo zakopate. Tu je eno malo stežišče, pogled na Hrvaško in vse ostalo, res prečudoviti kraje. Posebej zdaj, ki so trgatve na vrhuncu. Če pa boste imeli kaj časa, jaz imam na delo trgate, vsi ste vabljeni, prenočišče v Ormoži imamo, tako da v Ormoži v okoliši, tako da lahko ostanete tu, samo sami boste si pač mogli plačati.
Danes vam samo želim dober pogled, mirno roko in čim več podrtih keglov. Hvala lepa. Uvodoma so zbrani bili deležni tudi kratkega kulturnega programa, gotovo pa pojasnila, kaj v grbu Miklavža pri Ormožu pomeni zmaj. Ja, Mikloš je pracik velika ves. Miklošovskomu centre pa se reče purga. Tote purge nega več, kak za eno firtušjočo, tako vse vkup ne bi bilo vredno niti guča, če ne bi bilo par 10 metrov za gasilskim domom slavnoga izvira Čuparije. Od starih ljudi sem čutil praviti, ker se na totem mestu v zemlju zarovo en strašno veliki zmaj. Lindvor, kako so mu nekda rekli. Tisti v Ljubljani je proti totemu našemu pravi zagijenec. Mislim, toti naš je glavo porinil tijam po cirkvo, rep pa glih telko, ka še ga je skril v Čupariji. Te pa je zaspo, pa spiše gneši din. Kdaj pa v spoji včasih malo zmiga z glavo, pa se že takoj pokažajo pokje na cerkvenih zidih. Glih letos so pa mogli obnovljati, veje zmaj cirkvu pa podstje v čista razklopoto. Kdaj je bila Čuparija še odprti izvir, so lahko neverni Tomaši večkrat na leto videli, kak je zmaj zmigo z repom, zato ker je te v jarek tekla kalna voda. Prelepa je Miklavžka fara, prelepa je Miklavžka fara, prelepa je Miklavžka fara, še lepši je Miklavžki zvon. Prav lepo mi poje ta Miklavžki zvon, bim bam bim bom. Prav lepo mi poje ta Miklavžki zvon, bim bam bim bom. Prav lepo mi poje ta Miklavžki zvon, bim bam bim bom. Še lepši je njegov patron. Najlepši cvet Miklavžkih je deklet. Najlepši cvet Miklavžkih je deklet. Najlepši cvet Miklavžkih je deklet. Miklavžkim fantom najbolj všeč. Prelepe so gorice, vinski vrh, prelepe so gorice, vinski vrh, prelepe so gorice, vinski vrh, še lepši je Jeruzalem. Če kdo te vpraša, kod sva ti doma, če kdo te vpraša, kod sva ti doma, če kdo te vpraša, kod sva ti doma, s prelepega Miklavžkega, prelepega Miklavžkega. Tako so udeležence s pesmijo v tekmovanje popeljali člani kvarteta Jeruzalem, ki deluje znotraj Društva upokojencev Miklavž pri Ormožu.
Prve keglje sta simbolično podrla predsednik domače krajevne skupnosti Emil Trstenjak in podžupan občine Ormož Mirko Novak. In tekmovanje se je začelo. In tako se je z vso resnostjo začelo tekmovanje, ki je potekalo v 2 krogih. Skupaj je tekmovalo 24 ekip. Od ženskih ekipe društev upokojencev, Miklavž pri Ormožu, Puconci, Črnomelj, Šentilj pri Velenju, Ostrožno Celje, Starše, Vuzenica, Marjeta na Dravskem polju, Kidričevo, Dovje, Mojstrana, Dole pri Litiji in Brežice. Moške ekipe pa so sestavljali člani društev upokojencev, Miklavž pri Ormožu, Dole pri Litiji, Andraž nad Polzelo, Šentilj pri Velenju, Duplek, Uršla Sela, Lovrenc na Dravskem polju, Brežice 1, Vuzenica, Bodonci, Brezovci, Zenk, Rateče in Planica. Med moškimi ekipami pa je največ kegljev podrla ekipa društva upokojencev Lovrenc na Dravskem polju. Druga je bila ekipa Hoče. Na 3. mestu pa so pristali domačini, ekipa Miklavž pri Ormožu. Posebno pozornost so organizatorji namenili tudi posameznikom. Med ženskami so največ kegljev podrle in tako osvojile pokal Vladka Papež iz Starš, ki je bila prva. Druga je bila Slavica Mikložič iz društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. Na 3. mestu pa je pristala Marija Vidovič, tudi iz Starš. Med moškimi je največ kegljev uspelo podrti Mirko Bihoriču iz društva upokojencev Miklavž pri Ormožu. Drugi je bil Slavko Tambulec iz Lovrenca na Dravskem polju. Tretji pa Jože Kokot, prav tako iz društva upokojencev Lovrenc na Dravskem polju. V nadaljevanju pa med rokometaše. Zraven smo bili na rokometni tekmi med ekipama Jeruzalem Ormož in Dol Hrastnik. Lep pozdrav še športnega dela Utrip Ormoža. Tokrat smo se z našo televizijo mudili na tekmi 3. kroga rokometne NLB lige, kjer je v krog 300 gledalcev pri Veliki nedelji lahko spremljalo zanimivo rokometno predstavo, kjer se je iskrilo od samega začetka pa do konca tekme. Na eni strani so stali rokometaši Jeruzalema, na nasprotni strani rokometaši Dol Hrastnika, povratniki v elitno druščino. Pred tekmo sta obe ekipi imeli identičen izkupiček točk, saj sta obe po enkrat zmagali in po enkrat doživeli poraz. Že prvi polčas je bil izjemno napet, saj sta poredečela pri domačih Dominik Ozmec in pri gostih Gregor Klepe. Za mladinskega reprezentanta Slovenije Ozmeca je bila usodna 13. minuta in udarec po obrazu Luke Koprivca. Čeprav gre za našega fanta, je sodniška odločitev Roka Škvarča in Jožeta Humeka bila pravilna. Klepe, ki je moral na tribune, 9 minut kasneje je do izključitve dosegel 3 od 4 zadetkov Dol Hrastnika. Vzrok, da je predčasno končal tekmo, je bil predolg jezik. Izključitev Ozmeca je precej vplivala na igro Jeruzalema v obrambi, predvsem v drugem polčasu, ko je domača ekipa prejela kar 15 zadetkov. Gostom se je odsotnost Klepeja poznala predvsem v napadu v zadnjih 7 minutah tekme, ko se je tekma dokončno zlomila. Ormožani so si v prvem polčasu v 2 primerih priigrali že prednost 6 golov, 10-4 in 11-5. Vendar, da prednost vinarjev še ni bila višja, je poskrbel Klemen Nunčič v golu Dola. Vratar iz Celja je do odmora zbral kar 8 obramb. To so večinoma bili odprti streli nasprotnikov iz 6 metrov ali iz protinapada. Tako so gostitelji zamudili ob še 7 obrambah Tomislava Balenta lepo priložnost, da na odmor odidejo z neulovljivo prednostjo. Ampak so vodili le za 4 zadetke. Polčas Jeruzalem Ormož, Doltki Hrastnik 11-7. Če smo pošteni, če smo si zadali cilj Ligo za prvaka, bi to tekmo mogli dosti lažje pripeljati v koncu. Ne moramo si privoščiti, da zgrešimo toliko zicerjev. To bo z vsem dolžnim spoštovanjem do, tako si rekel, zelo dobre ekipe Hrastnika, bojo to bolj kvalitetne ekipe znali izkoristiti in bomo ostali brez teh 2 točk, ki mislim, da so zelo pomembne in čaka nas še veliko dela, da pridemo na ta željen nivo, ki bi nas lahko popeljal v Ligo za prvaka.
Ja, praktično je danes za mene priložnost za gladko zmago bila v prvem polčasu, 8 obramb vratarja Nunčiča, pa kljub temu 5 razlike. Tukaj mislim, da bi morali tekmo prelomiti. Definitivno imeli smo situacijo 2 z 2 igralci več. Prišli smo do izdelanih akcij, prišli smo do izdelanih šutov, pač razbrali smo golmana, preveč teh zicerjev falili in jaz mislim, da je to glavni razlog, da se nismo odlepili žal. V drugem polčasu obramba Jeruzalema več ni bila tako čvrsta. V golu Dola je še naprej nizal obrambe Nunčič. Gostje so izkoristili sleherno napako domačinov in v 51 minuti prvič v drugem polčasu izid izenačili na 18. In nato še 2 minuti kasneje v drugo na 19. Dišalo je po popolnem preobratu, saj domača ekipa ni imela pravih rešitev, predvsem v napadu. Ob brezidejnem napadu so Jeruzalemčki ostali še brez poškodovanega Jureta Kocbeka. Z golom Roka Žurana za 20:19 je znova steklo gostiteljem tako v napadu kot v obrambi. S serijo 4:0 je sledil prevzem vodstva s +4, 23:19. Zmagovalec je bil odločen, saj je ekipa Jeruzalema preizkušena in tudi prekvalitetna, da bi iz rok v zadnjih 3 minutah izpustila prednost 4 zadetkov. Ja, verjetno res pride tu izkušnje do izraza, nekako smo zvozili, sicer brez Juriča, brez Ozmeca, brez Tilena, ampak smo zborili na koncu, tako sem rekel, te 2 zelo pomembne točke, to je koncu najbolj pomemben in nič gremo trenirati, da bomo še boljši. No. Danes v prvem polčasu fantastičen 8 obramb, tudi v nadaljevanju tistih 15 minut drugega polčasa odličen. Praktično si sam držal ekipo Dol Hrastnika v igri za pomembne točke tukaj, ne v Ormožu, ampak pri Veliki nedelji. Ja, mi smo šli tule na Ormož, sigurno nismo šli na izlet, no. Res smo se prišli boriti, pokazati čim boljšo igro, mogoče probati tudi vzeti 2 točki. Vedeli smo, da je težko, ne. Ampak na koncu nam zmanjkale 2-3 žoge, mogoče malo koncentracije na koncu, ko se je tekma lomila in Ormož je potem zasluženo slavil. Cilj Dol Hrastnika zagotovo obstanek v ligi. Ja, absolutno. Obstanek mora biti, hočemo biti izredno neugodna ekipa, ki bo mešala štrene vsem, predvsem doma in obstanek je absolutno v igri. No, prej smo že govorili z Bojanom Čudičem, da ste tudi napram 2 sezon za razred boljša ekipa, Dol Hrastnik, takrat novinec lige tako izpadli, letos ste precej kvalitetnejši, kar se tudi vidi na rezultati. Ja, mislim, da je Aleš Sirk in ekipa sestavlja res dober tim. V ekipi je res dober timski duh, kolegijalnost, vsi se bodrimo, dihamo en za drugega in mislim, da se to vidi tudi na igrišču. Domača vratarja Balent in Matić Čulek sta skupaj zbrala 12 obramb, 8 Balent, 4 Šulek in še enkrat več dokazala tezo, da ko ormoški vratarji zberejo preko 10 obramb, je zmaga ormoška. Pri zmagovalcih je Bojan Čudič dosegel 5, Žuran in David Bogadi sta bila uspešna 4-krat, Danijel Mesarič in Frano Vujović sta prispevala po 3, Kocbek in Tinček Hebar po 2, enkrat je bil uspešen Teo Šulek. Pri poražencih sta vratarja Nunčič in Žiga Seme zbrala 14 obramb, 2 več od vratarjev Jeruzalema. Klemen Brilej in Domen Hripšek sta bila uspešna po 6-krat za Doldki Hrastnik. Jeruzalem Ormož, Doldki Hrastnik 24:22, polčas 11:7. To je bila druga domača zmaga v nizu brezdomnih Ormožanov, tokrat dosežena pri Veliki nedelji. V 4. krogu Ormožane v soboto 29. septembra ob 19. uri čaka tekma v gosteh v Ivančni Gorici pri novincu v ligi Svišu. Gremo v Ivančno Gorico, zelo težko gostovanje, Sviš ima zelo dobro ekipo in tako sem že rekel, trdo delo nas čaka čez teden, če se hočemo nadejati uspehu v Ivančni Gorici. Naslednjo tekmo imamo proti Krki doma. Sigurno se gremo boriti, probati presenetiti. Doma, tako sem že prej rekel, hočemo biti čim bolj neugodna ekipa in mogoče se nam tokrat postreči.
Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Toliko za danes. V naši družbo vas vabimo tudi čez teden dni, ko boste izvedeli več o novi pridobitvi v Ormožu in sicer o polnilnici za električne avtomobile, ki se nahaja ob Ormoškem domu društev. Poročali bomo simpozije o Martinu Kojcu, o novi razstavi v avli občinske zgradbe in še kaj. V našo družbo pa vas vabimo tudi vsak večer ob 20. uri, ko pripravljamo kaj novega. Prijetne jesenske dni vam želimo ter seveda dobro bero različnih pridelkov in veliko dobre volje. Nasvidenje!